brez financiranja razvoja ne moremo doseči. Da ne vemo, kakšno bo administriranje. Govorimo o potrebah, ki jih ima država na področju razvoja kmetijstva. So v bistvu zakonodajni predlogi ena velika priložnost. Ker pač nočejo še producirati, v čem in kako bodo vodili to predsedovanje. Rekel, v smislu politike in administracije. In resnično se mi zdi, da je veliko preveč poudarka na tem okoljskem. Neposredna plačila 3,9%, pa celotna sredstva za razvoj podeželja 20%. Če mora upravičenec izvajati danes 10 stvari, v prihodnosti bo pa to poenostavljeno in bo moral zagotoviti samo še 6 stvari. Za območja z omejenimi dejavniki bo neobvezna, zdaj pa 5% je obvezna. Kako se bo teh 10 milijard, ki so tukaj izpostavljene, da so namenjene za znanost, odražalo posredno v kmetijstvu? Zdaj mislim, da smo izčrpali vprašanja, ki so privrela na dan od prvi predstavitvi, uradni predstavitvi zakonodajnih predlogov. Jaz bi se še enkrat zahvalila gospod Branku Kline za res izčrpno in da se je samo za to pohvaljala Slovenijo in da to iz prve roke predstavlja.